Polona, sediva v predverju showrooma. Daj mi povej, kaj je showroom? V showroomu se predstavijo vzorčne kolekcije oblačil, ki so čez 6 mesecev na policah v trgovinah. In naše poslovodkinje in lastniki trgovin pridajo na zaključevanje v showroom, kjer zbirajo med 6 S. Oliverjevimi linijami, moškimi, otroškimi, ženskimi za mladostnike in si te kolekcije zberejo in jih imajo potem v trgovinah. Povej mi, ti si po izobrazbi modna oblikovalka? Ja, študirala sem na fakulteti za strojništvo na oddelku za tekstilstvo in sicer študijski program oblikovanje in tekstilni materiali. A si počela še kaj pred tem, ko si bila v trgovini? A si prav v trgovini začela? Začela sem v trgovini, sicer sem kot študentka tudi organizirala modno revijo, študentsko modno revijo. Tako da v bistvu ves čas med študijem sem nekaj počela, ampak dejansko sem začela delati v trgovini kot prodajalka, kasneje kot vodja trgovine, kot visual merchandiser, torej skrbim za vizualni izgled trgovine. Delala sem že tudi kot stilistka. Mi lahko pomagala malo svetovati. Jaz si želim skreirati eno pižamo za posebne priložnosti. In sem takole razmišljal, da bi imel dvodelno pižamo z zgornjim delom iz modre barve, temno-modre. Iz kakšnega materiala pa bi bila? To pa še ne vem, mi lahko svetuješ? Ja, ne vem, po mojem je bila kurs svilena, ne? S kakim posebnim vzorcem? Ja, ne bi rad nekakih zabavi potem, da se polijem, pa opackam, pa kakve torte letijo, pa to. In sem mislil takole, ne vem, če se strinjaš, da bi bili ovratnik in konci rokavov iz belega materiala, belega bombaža mogoče, kakega elastičnega. Ja, z dodatkom elastana. Z dodatkom elastana. A so v tvoji družini od nekdaj radi pletali? V bistvu, ja, smo. Tako mama je začela, pa je mene naučila, pa njena mama je bila šivilja, ampak to je bilo vse tako bolj za hobi, pa zase. Tako, v bistvu iz te neke želje po kreativnosti, da si s svojimi rokami nekaj naredil. Vidiš, Aljoša, to je vzorčna kolekcija. Vzorci so mi zelo všeč, recimo tale polover. Ja, v redu si izbral. Hvala. Moj izbor pa ne vem. Viš kaj? Jaz mislim, da rabiš ti stilistko. In stilsko preobrazbo. No, danes sta v tem poslu z bratom, se pravi, modno oblikovanje ni samo ženski poklic. V bistvu zelo ne. Se mi zdi, da je vedno bolj moški poklic, glede na to, da je ogromno moških oblikovalcev, ki so zelo uspešni, priznani in tako. Da jih tudi te velike blagovne hiše najemajo več moških kot ženska. Kakšni izdelki so recimo prav značilni za tvoj stil? Kaj je tvoj stil oblikovanja? V bistvu je tako naš stil. Začeli smo v bistvu to, da je pletenina. Začeli smo mogoče s spiralami in s temi kapljicami, to je v bistvu od Tomaža delo in to je pač, da je obleka sestavljena samo iz enega traku v spirali. In to je v bistvu ena taka naša posebnost, ki je že 10 let tudi prodajna posebnost. Drugače pa mogoče tudi ena taka naša precej značilnost so ti kolaži, da so v bistvu obleke sestavljene iz različnih kosov skupaj v neko tako likovno celoto. Se pravi, pri Draževih se plete, šiva. Kako nastajajo vaše obleke? Ja, najprej je treba splesti, in potem tisto, kar spletemo, operemo, posušimo, da vidimo, kako se material obnaša, potem mogoče došijemo, kot so tile plisejčki, da se sestavijo, da dobimo neke tridimenzionalne strukture. Kaj vse mora imeti modni oblikovalec? Verjetno talent je vseeno pomemben. Talent, kaj jaz vem, ta želja po raziskovanju, po oblikovanju, po raziskovanju novih možnosti, ki se lahko izražiš v oblačilih. To, da v bistvu narediš nekaj, kar nisi prepričan, da ti bo lepo.
pa da vseeno eksperimentiraš, dokler ti ni lepo, da se ne oziraš preveč na modne smernice, pa da hočeš nekaj tako prav res svojega najdeta, ne? Gremo narediti eno pižamo. V preteklosti se je moda spreminjala počasi. Veliko vlogo pri spreminjanju sta imeli likovna in literarna umetnost, ki sta določali sloge, selili pa sta se tudi na oblike in dekoracije oblačil. V današnjem času včasih določen trend izgine še hitreje, kot se pojavi. Moda je postala pomembna gospodarska panoga, katere centri Pariz, Rim, Milano, London, New York in Tokio določajo modne smernice za vsako sezono. Modni oblikovalci se predstavijo z modno revijo. Glede na uporabnost in nosljivost oblek jih ločimo na visoko modo in modo, ki se prodaja širši množici. No, to je ta moja modna skica. Pižama za svečane priložnosti. Na modno skico se naredi pa potem tehnična skica, kjer točno opišemo vse detajle, naprimer velikost žepov, število gumbov, potem imamo tule, zberemo material vedno pri tehnični skici. Material bo bombaž? Ja, zbrali smo bombaž, da bo pižama udobna, da bo koža lahko dihala. Vedno zbiramo take naravne materiale za pižame in spodnjo perilo. Potem tule imamo še naprimer opis hlač, kakšno bomo dali vrvico, gumico, dolžino hlač, potek črt, obrobe. In to je to. In zdaj naprimer s to tehnično skico lahko mi damo nekomu, ko bo naprej krojil oziroma šivilja, da točno ve, kakšna je bila naša osnovna ideja. Dobi! Kaj je tale? A se ti ta zdi boljša? Te poglej, no, to je ta klobuček. Pa te cofke. O, da, no ljubi. No. Gospa Boža, to je moja modna skica in tehnična skica. Zdaj naslednji korak je pa risanje krojev iz te tehnične skice in modne skice bomo narisali. Prvo bomo pristopili risanje hlač, osnove. To je kroj v bistvu. Ja. Kako? Ja, to je osnovni kroj. Nariše se na papir. Na papir. Potem ga zrežemo, prenesemo na blago. Lahko jaz tudi kaj pomagam? Ja, izvolite. To je krivulnik? To je krivulnik, ja. Zdaj pa tu iščete krivuljo, katera odgovarja tem krojem. Ali odgovarja? Ta bo v redu, ja. Tako. Takole. Zdaj pa še kar nadaljujete na sedalo. Tukaj bi pa uporabili, prosim, večjo krivuljo. Ja, bolj primerno krivuljo. Hočeš ti malce prevzeti? Katera stvar je pa najbolj zapletena za zašit, recimo, v modni oblikovanju? Ja, dijaki pravijo, da je to najtežja fazona. Fazona je? Fazona imamo iz dveh delov, je sestavljena iz vratnika pa reverja. Aha, tole je fazona, ne? Ja, tale delček je, celoten del je fazona, ta spodnji del je rever, to je pa obratnik. Vidim, Mojca, da si že narisala, zdaj boš pa tole zrezala. Tule, poglej, v višini kolena narediš še zarezice. Zreži ta kroj, da ga bomo lahko prenesli pol na blago. To je en del pidžame.